Narodna galerija je osrednja nacionalna ustanova na Slovenskem. Osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost hrani največjo zbirko likovnih del, od visokega srednjega veka pa do 20. stoletja. In tokrat, humanistke in humanisti, je z nami direktorica Narodne galerije, doktorica Barbara Jaki. Zelo lepo jo pozdravljam. Pozdravljeni, Barbara. Pozdravljeni. Muzejska svetnica je umetnostna zgodovinarka. Kako jo nagovarjajo živali, ki zagotovo bivajo tudi v palači, kjer domuje, še en podatek, 15.000 inventarnih številk umetnin. Katere živali lahko srečamo tam in kako nagovarjajo nas in kako nagovarjajo Barbaro? Kaj vidimo in kaj občutimo ob slikah? Prisluhnimo naslovom slik. Deček s puranom, pes, lisica in divjačina. Semiramido hranijo golobi, divji petelin ali pa denimo deček s čebelico, če končamo z dečkom, s katerim smo tudi začeli. Barbara, čisto preprosto vprašanje na začetku. Človek živali, žival človeku, Barbara živali, žival Barbari. Kakšen je vaš odnos do živali, jih imate radi? Imate kakšno žival? Ja, živali imam rada. Večino živali imam zelo rada, najrajši imam pa svojega mačka. Aha, kako mu je ime? Ime mu je Šime, britanska modra mačka, precej velik je, zelo ljubezniv muc in midva imava čudovit odnos. Sama živiva skupaj. Kakšne barve je? Modre? Modre barve, sivo-modre. Wow. Z jantarnimi očmi, zelo je lep. No, vi, ki ste estetinja, ne? Si predstavljam, da vam je to pomembno in prav je tako. Prebrala sem na spletnih straneh Narodne galerije, da ta kronološko zaobjema čas od 13. do 20. stoletja. Kako se skozi ta obdobja na umetninah, ki jih hranite, pojavljajo živali? Kako se pojavljajo? Katere in zakaj? So kot simbol, so kot del neke estetike, dekoracije? Na slikah, ki jih hranimo v galeriji, so v glavnem simbol, atribut, povedo nekaj o portretirancu, o svetniku. Svetnikov ne bi prepoznali, če ne bi imeli atributov. Tako ima na primer svet Jurij konja, Marjeta zmaja in še bi seveda lahko naštevali. En precej poseben je sveti Tilen, ki ima košuto. Tudi tega imamo v Narodni galeriji. Simbolizirajo nek značaj, ki ga povezujemo z svetnikom. Potem pozneje, v poznejšem času, predvsem v baroku, pa v 19. stoletju, pa to nekako izginja in se živali v drugačnih kontekstih pojavljajo. Ampak recimo, če primerjate tiste živali, ki so se pojavljale v starejši umetnosti in te, ki se pojavljajo potem čisto na koncu tega obdobja, ki je pri vas, je kakšna razlika? Ja, seveda je razlika. Recimo v srednjem veku so živali zelo shematično naslikane. Pozneje so dosti bolj realistično, sploh v drugi polovici 19. stoletja, pa tudi že v obdobju Biedermeierja. Zanimivo je pa še nekaj, kako se pojavljajo te živali oziroma časovno, kako se pojavljajo. Omenili ste dečka s puranom. Deček s puranom je ena zelo, zelo zanimiva slika, ki je nastala v 17. stoletju, v sredini 17. stoletja. Avtor te slike je Almanah. Puran je bil pa takrat v Evropi kar precejšna redkost. Se je šele potem s Kolumbovim odkritjem Amerike in šele še malo pozneje, v 16. stoletju šele prišel v Evropo. Tako da v naših krajih puran v 17. stoletju je bil kar velika redkost. Se je že kdaj zgodilo, da ste pripravili, zlasti morda za mlajšo publiko ali pa tudi ne, razstavo ali pa neki zbor, ki prikazuje živali, ki so pri vas v Narodni galeriji? Seveda smo, vodstva te vrste smo že imeli. Pri tem bi morda omenila knjigo našega kolega, umetnostnega zgodovinarja Tineta Germa, ki je napisal knjigo Živali in umetnost, v kateri je posebej sistematično obdelal 55 živali, ki se pojavljajo v likovni umetnosti. 5 od teh jih je mitoloških. Bazilisk, zmaj in take stvari. Druge so pa vse živali, kakršne poznamo še danes. No, jaz sem
In verjamem, sem verjela in verjamem, da je zmaj tudi resničen. Seveda je. Seveda. Barbara, 19. stoletje, meščanski milje, portret, krajina, z vsem tem ste se ukvarjali v svoji doktorski disertaciji. In na teh portretih in na teh krajinah, se pravi v 19. stoletju, so zagotovo upodobljene živali. Že prej ste povedali nekoliko bolj realistično, ampak so to živali, ki so del družin, ki so recimo družinski člani, ki so ob gospeh, dama s psičkom recimo, no to je sicer naslov Čehova, ne, ampak morda je kakšna taka slika, ne? Je, seveda teh slik je zelo veliko. Slike živali ob portretih se pojavljajo že pred 19. stoletjem, že v baroku je na primer ob plemičih pogosto tudi pes, ker je bil pes simbol lova, dober prijatelj, lov je bil pa tako ali drugače plemiška zabava. V 19. stoletju je veliko portretov tudi ženskih s psičkom, kot ste že povedali. Imamo pa eno zanimivost, namreč portret psička. Portret psička, to je bil psiček, dolgodlaki pinč, ki sta ga imela slikar Karinger, Anton Karinger in njegova žena Roza. Imel je ime Natan in ob njegovi upodobitvi je tudi pesmica, ki jo seveda on recitira, ta živalca, ta kužek, ki ga vsi hvalijo in kako je pameten, tako nekaj podobnega gre. Torej omenjate kužka. Kužek je, bi rekla, precej običajna žival, mislim prisrčna, imamo kužke, katera je pa tista morda najbolj presenetljiva, lahko je realna, lahko je mitološka žival, kakšna živalska kurioziteta, ki jo hranite v vaših prostorih? Tudi to imamo. Vrsta živali, cela vrsta živali je ponavadi na slikah stvarjenja sveta ali pa Noetove barke, kamor se ukrcavajo razne živali, seveda, da bo vrsta preživela. No, pri nas imamo Herrleinovo sliko stvarjenja sveta, na kateri so živalski pari, ki so zelo zanimivi, ker imajo tudi človeške obraze. Ampak prav v ozadju te slike je pa eno veliko presenečenje, namreč tapir. To je pa kar precejšna redkost. To je takšen klun, nekaj med prašičem in ne vem še čem. In ta tapir je značilen za jugozahodno Azijo, pa za Južno in Srednjo Ameriko. Tako da je to ena precejšna redkost. In je pri nas tukaj v Narodni galeriji, seveda čisto majčken. Očitno je bil slikar dovolj samokritičen, ker je moral poznati tapirja samo po kakšnih reprodukcijah, risbah in ga je samokritično zelo oddaljenega in majčkenega naslikal. Barbara, zelo lepo pripovedujete o umetninah, o živalih na umetninah, kar je najina današnja tema. A tudi sami slikate? Ste tudi sami ustvarjalka ali samo premišljevalka? Ne, slikam pa ne. Zares ne? Zares ne. Pesnite? Niti ne. Božate mačka? To pa zelo. Zakaj so vaše, zdaj seveda govorimo o Narodni galeriji, vaše zbirke neprecenljive? Seveda neprecenljiva je njihova moralna, simbolna vrednost. Težko bi to drugače povedala kot z enim primerom, ki ga velikokrat uporabljam ob takih vprašanjih. Če na primer, vsi vemo, da je velika dragocenost trezor Narodne banke Slovenije. Ampak če ta trezor oziroma vsebina njegova zgori, lahko ves papirni denar ponovno natisnemo. Če zgorijo depoji Narodne galerije, potem zgubimo to zavedno. To dediščino, ki jo mi hranimo, za katero skrbimo, zgubimo potem zavedno in tudi v tem je njena neprecenljivost. Predvsem pa seveda govori o naši preteklosti, o nas, o naših prednikih, o tem prostoru, ki ga naseljujemo in v Narodni galeriji se zavedamo, da naše korenine so tudi naša krila. Ko greste recimo v tujino, vem, da boste odgovorili pritrdilno, ampak kako greste gledat krila tistih nacij, ki jih obiščete pri njih doma? Greste v Narodno galerijo, ste kritični, primerjate zmeraj s tem, kar imamo mi, ali se sprostite in gledate, kako oni letijo?
Pravzaprav to, kar obiskujem ponavadi, predvsem v prestolnicah, so umetnine, so galerije, ki hranijo umetnine, ki so dediščina nas vseh. Tako, naprimer, v Louvru dediščina Francoza kot moja dediščina ali dediščina kateregakoli Slovenca. Ker gre pravzaprav za zelo obče gradivo. V manjših muzejih, kjer pa so specifike, seveda, tam pa mogoče lahko več izvemo tudi o prostoru, ki ga v tistem trenutku obiskujemo. Ampak mi kot Slovenci imamo tudi eno močno dediščino. Bi rekla, lahko s ponosom povabimo svoje goste v vašo palačo. Ja, mislim, da to pa res, tudi odmevi, ki jih imamo, komentarji obiskovalcev, ki pridejo izven Slovenije v naše prostore, so vedno navdušujoči. To pa lahko brez lažne skromnosti, kar povem na glas. Katera je po vašem mnenju najbolj elegantna žival? Jih je pa več. V mojem asortimanu elegantnih živali bi mogoče bila na prvem mestu mačka, predvsem divja mačka, zelo hitro za njo konj. Konj je zelo lepa žival, potem tudi cela vrsta pasem, psov. Metulji so elegantni, potem, ne vem, težko bi rekla, čebele so tudi elegantne, kako sedajo na cvet, pravzaprav tako kot metulji. Kačji pastir je nadvse elegantna žival. Pravzaprav z malo zadržka lahko rečem, da je tudi kača nekaj elegantnega, če odmislimo vse tiste predsodke, ki jih v zvezi s kačo imamo kot dediči nekega katoliškega okolja. Mislim, ptiči so elegantni, orel elegantno leti, labodi, tudi to je pa pravzaprav tukaj pa cela vrsta živali, ki jim delamo krivico, če njihove elegance ne prepoznamo. S kakšnimi besedami, s katerimi bi nas povabili v galerijo, zdaj v tem spomladansko-zimskem času, zimsko-spomladanskem času? Vedno dobrodošli. Hvala lepa, Barbara, tudi vi vedno dobrodošli pri nas, pri našem projektu Humanistika, to si ti, in veseli smo, ko vas srečamo, bodisi v galeriji, bodisi na ljubljanskih ulicah. Hvala lepa. Hvala lepa.